gospodu Francu Krajncu, ki prihaja iz Pirana. Sedaj pa vabim, da se nam pridruži Teja Kocijančič, študentka gradbeništva, prihaja iz Kruška, na političnem področju aktivna v Novi generaciji in na lokalnih volitvah v lanskem letu kandidirala na listi Slovenske ljudske stranke v mestu Koper. Izvoli. Hvala. Najprej da popravim, prihajam iz Krušk. To je majhna istrska vasica v Zaledi na Rezik in na to sem ponosna, da sem iz Trihanka. Soustvarjati si želim politični prostor na osnovi poštenega dela in vrednot, zato sem se tudi odločila za Slovensko ljudsko stranko Radovana Žerjava. Na osnovi tega naj bi upravičeno dobivali plače in se veselili plačevanja davkov in od tega tudi izhaja naše blagostanje. Menim, da ustavo in zakone bi morala dopolnjevati vsaka generacija z utečeno pozitivno prakso. Vzpostaviti bi mogli vrlino Kupujmo slovensko in stremeti k temu, da lastnim stremim se upravičujem. Prav tako je nujno, da postanemo bolj ekonomični, saj lahko pridelamo, porabimo le toliko, kolikor pridelamo. To je tudi vse iz moje strani in bom dolgo vezla, ker sem še sveža in nova in imam dosti treme, priznam. Pravijo, mladost je radost in mislim, kad človek vidi takega mladega človeka, ki se je pripravljen vključiti tudi aktivno politično življenje in mislim, ne glede na kratko njeno predstavitev, to zelo dobro došlo. Hvala. Naslednja je Andreja Mahnič, domačinka, rojena 72. leta, inženirka ekonomije, mamica 4 otrok. Politično se ni koliko udejstvovala, vsaj tako je zapisana, bila je nekaj časa predsednica krajevne skupnosti Tomaj. Izvoli kot domačinka. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz se bom pridružila moji kolegici in tudi povedala že tako, da vam tudi zelo veliko trebe. To je dobro. Kot je prej gospod že povedal, sem inženir agronomije in sem po končanem študiju nisem nikjer dobila nobene ustrezne zaposlitve. Zato sem se odločila, da bom ostala doma na kmetiji in nadaljevala delo, ki sta ga začela že moja mama in oče. In tako sem pred 17 leti ustanovila podjetje vrtnarstvo, ki deluje še danes. Potem moram povedati, da sem pri svojem delu predvsem zavzemala za nova delovna mesta. Tukaj bi poudarila predvsem mlade izobražene ljudi, ki končajo svojo šolo in potem ne dobijo nobenega delovnega mesta in odhajajo v tujino. Tako da mislim, da je tle predvsem potrebno, da jih obdržimo doma in da nekaj naredimo. Potem se bom zavzemala še za nova delovna mesta z investiranje v infrastrukturo s pomočjo evropskih skladov. Tukaj mislim predvsem na drugi tir Koper-Divača in pa izgradnja 3. razvojne osi. Potem velik poudarek dajem tudi na razvoj kmetijstva in turizma in tukaj vidim zelo veliko možnosti za nova delovna mesta, predvsem zelena delovna mesta. In tukaj je zelo malo potrebno, da država se financira ta delovna mesta. Potem tukaj se bi še za upravo bi poudarila, da je treba prilagoditi dejanske zmožnosti državi in da dela uprava za ljudi, ne pa da je ponavadi ravno obratno, da so zelo velike ovire, kot je prej gospod povedal, bih ta gradbena dovoljenja. Tam sem bolj spoznala, zakaj se gre, da treba čakati po pol leta, 1 leto. Pol bi še poudarila, da tukaj za Kras in Brkine, da je potrebno stremeti k izkoriščanju naravnih danosti.
poskušati oživeti kmetijstvo na ta način, da se ne bodo kmetijska zemljišča zaraščala. In tle bi poudarila, da bi treba enkrat za vselej rešiti težave s subvencioniranjem kraške gmajne, ki je eden od ključnih dejavnikov, da se na Krasu opušča in Brkinih vzreja drobnice in pa živinoreja. Potem proizvodnje dejavnosti naj se širijo na degradirana območja, ne pa da se uničuje kmetijska zemlja. In kot zadnje je treba dati posebno pozornost območju Krasa in Brkinov za zaščito nacionalnih interesov tega območja, ki je na stiku različnih narodov in kultur in tudi v smeri zaščite strani države. Hvala lepa. Hvala domačinki, predsednik, če se že malo boljš počutiš. Mogoče za spodbudo domačinki v imenu občinskega odbora SLS Pivke in Postojne podarjam zastavo Slovenske ljudske stranke in tu v vrečki iz dežel pristihajočih jezer še evropsko in slovensko zastavo. Hvala lepa. Naslednji se nam bo predstavil Vladimir Čeligoj, verjetno ga vsi dobro poznamo, univerzitetni diplomirani zgodovinar, prihaja iz Ilirske Bistrice, dolgoletni član Slovenske ljudske stranke, bil, mislim, da 3 mandata občinski svetnik v občini Ilirska Bistrica in skupaj sva preživela 4 leta v mandatnem obdobju 96-2000 v državnem odboru. Vladimir, izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj, še posebej predsedniku Urada Vano Žerjava in podpredsednici Olgi. Jaz sem se odločil zelo pozno za kandidaturo, ampak sem se pa odločil iz enega razloga. Namreč državo Slovenijo je potrebno postaviti ponovno na prave tire. In ko sem to začutil, sem rekel, grem kandidirati in bom pomagal postavljati to državo nazaj na tiste tire, na katerih je začela leta 1991. Moje usmeritve in delovanje bom predstavil samo v 2 točkah. Prva je decentralizacija in druga je kmetijstvo. Mi se moramo zavedati, da je potrebno Slovenijo razvijati po vseh področjih, uravnotežen razvoj. Slovenija se ne konča na Viču. Slovenija se konča na Bistriškem, na meji z Hrvaško, na Dragoni in, če hočete, na drugi strani na Lendavi. Tudi tukaj, v teh obmejnih področjih, je treba ustanavljati ekonomsko-razvojne cone in do tam pripeljati avtocesto. Na Bistriškem nujno potrebujemo avtocesto, nujno potrebujemo ekonomsko-razvojno cono. Tudi danes se nahajamo na področju trikotnika med Kobrom, Trstom in Reko. Predstavljamo zaledje teh 3 luk. In tukaj moramo to geografsko lego izkoristiti v razvojnem smislu. Nenazadnje pa Hrvaška vstopa tudi v Evropsko unijo. Obstajajo čezmejni evropski programi. Učinkovite moramo izkoristiti evropska sredstva preko IPA programov in drugih. Na tej strani, če gledamo zapadne meje, Slovenija, Italija, tečejo čezmejni programi zelo dobro, ker imamo čvrsto slovensko manjšino na italijanski strani, ki se vklaplja v te čezmejne programe. Tudi na hrvaški strani je potrebno Slovence angažirati skozi urad Evropa, ki je trenutno ustanovljen na Reki, in izpeljati mnogo katere razvojne projekte, kajti prav to območje med Slovenijo in Hrvaško je v razvojnem in ekonomskem pogledu podhranjeno in mi ga lahko dvignemo. In druga stvar, ki sem rekel, je kmetijstvo. Prej je že Andreja povedala nekaj točk, vendar moramo se zavedati to, da kmetijstvo ni samo razvoj podeželja, kjer stanuje skoraj 60% prebivalstva, populacije slovenske, da ni samo
preprečevanje zaraščenosti, ampak je tudi zelo pomembna proizvodnja hrane. Razvijati moramo lastno samooskrbo na področju žita, na področju zelenjave, na področju sadja. Tukaj smo v Sloveniji podhranjeni in podlaga, da bomo lahko to uspeli, je zadrževati kmetijsko zemljo, ne samo imeti 850 kvadratnih metrov po glavi prebivalca. Moramo imeti več ustvariti in biti v smislu samo ohranitve in samoskrbe samozadostni. To je tudi eno od mojih načel in razvijati moramo zadruge, jih povezovati. Zakaj ne bi oljčno olje prodajali v Lendavi in bučno v Kopru? Te stvari je treba pripeljati na državno raven, povezati in, bom rekel, Zveza zadrug skupaj nastopati napram velikim trgovskim verigam, ki sedaj, bom rekel, stiskajo in lupijo zadruge vsaka po svoje in kmet kot proizvajalec ne dobi tistega denarja in tistega zaslužka, ki bi ga sicer moral. Smo v obdobju, ko se pripravlja skupna ekonomska politika kmetijska. Zelo pomembno je, da bo Slovenija še naprej vztrajala na podpori malega kmeta, da bo kmet lahko na svoji zemlji zaslužil toliko, da preživi svojo družino. Razvijati je treba dopolnilne dejavnosti, kmečke turizme. Skratka, kmetijstvu je treba dati veljavo, kakršna mu pripada. In na koncu bi rekel tako, Slovenska ljudska stranka ima dovolj zdrave kmečke pameti, s to zdravo kmečko pametjo bomo v parlamentu in v vladi vodili našo državo. Hvala lepa. Teja in Andreja, kadar ima človek malo daljšo kilometrino nastopa, pa tako kot je zdaj kolega Čeligoj. Naslednji kandidat, ki prihaja z Ajdovskega, je Boris Jež. Verjetno ga večina pozna, rojen 10 let za menoj, sedaj pa ugibajte. Poslanec prvega sklica državnega zbora v samostojni državi, aktivni član Slovenske ljudske stranke, celo življenje pa praktično dela na področju živilstva. Boris, izvoli. Na konci predlagam, da nam eno lepo, tudi če je kratko, zrecitiraš. Ne zapoje, zrecitiraš. Hvala. Spoštovani predsednik, podpredsednica, člani ljudske stranke, simpatizeri, novinari, dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni, res je prijeten ta kraj tukaj na Krasu, da smo se danes zbrali. Ni naključje, da so me, če rečem tako malo poetično, sojenice položile v zibko v dolini Trebuši, kjer je prelepa dežela in kjer so bili ustvarjeni pogoji, da so me moji staraši lahko vzgojili, rekel, in mi dali ta karakter. Na eni strani trdnosti, ker so pač trdni pogoji za življenje, na drugi strani pridnosti, na tretji strani pa občutljivosti do okolja in do ljubezni do svojega bližnjega. Pot me je potem vodila naprej preko Idrijske gimnazije v Ljubljano na študij agronomije, končal sem agronomijo in takoj po študiju na Vipavsko dolino. Tam je poleg dela našlo mir in veselje tudi moje srce, tam je moja družina, 3 otroci odrasli, moja žena se ukvarja z obrtništvom, tako da sem občutil vso grekovo in težave, ki jih spremlja, ki jih če rečete mu, naše gospodarstvo in gospodarski milje ponuja skozi to obdobje obrtništvo. V glavnem pa moja kariera se nanaša na agroživilstvo, začel v Zadru kot pospeševalec, 9 let v MIP-u kot trgovec živino in skrbel za surovine, potem pa direktor Kmetijske svetovalne službe Slovenije, kjer sem spoznal sistem znanja v kmetijstvu in pristop do kmetov, skratka to agrarno politiko in zadnjih 10 let delam na najmočnejšem agroživilskem sektorju, živilskem mestni industriji, ker skrbim za pogoje za mestno branžo. Ogromno delam na projektih, Kranjska klobasa,
zaščita, to je moj projekt, potem Vipavski pršut tudi sodeloval pri njem. Tako da veliko posvečam pozornosti zaščiti slovenskih kmetijskih proizvodov, promociji slovenske hrane in slovenskega kmetijstva. Sicer pa vedno, kot pravim, uravnotežam ta javni in zasebni interes, ki ga mora vsak razumeti, če se poda na tako pot. Jaz sem bil pač povabljen za te volitve strani mojih kolegov, prijateljev, strankarskih. Hkrati je bil pa tudi notranji izziv, zato ker sem začutil spet trenutek. Tako kot leta 88, ko sem se samodejno, takrat smo bili bolj redki, potem je to preraslo, eno gibanje, eno vrenje, podali na ustanovitev Kmečke zveze in sem bil izvoljen v prvem parlamentu, v zbor občin, na kar sem izjemno ponosen. In mislim, da smo naredili dobro delo, čeprav se je danes marsikaj mogoče zapeljalo na napačno smer, smo zato tukaj, da zdaj ponovno kandidiramo, da ponovno to popravimo. Jaz razumem parlament kot najvišji in najširši zakonodajni organ, ki seveda s svojimi inštrumenti lahko vpliva tudi na drugo družbeno dogajanje. In tukaj mora imeti človek v ospredju vedno skrb za državo in za ljudi pred svojim vlastnim interesom. Če bi bilo v tej državi več državnikov in manj politikantov in politikov, potem bi bili zdaj drugje kot smo. Vsi smo za socialo. Vsi, vendar treba je vedeti, sociala je možna takrat, kada imamo trdno gospodarstvo. Brez tega ni. To so danes že pred mano mnogi povedali. In tega se zavedam. In tu so številni inštrumenti, da bomo delovali v to smer. Zdaj ne bom imel časa, ker bi lahko govoril eno uro. Skratka, jaz pravim tako. Vipavska burja, kot sem zadnjič rekel, če se spomnimo 1600 let nazaj več, je nekoč že preobrnjena tok zgodovine. Upajmo, da ga bo tudi tokrat. In za zaključek, kar mi je že zval moj prijatelj Josip, bom pa res povedal eno pesem, ki mislim, da veliko pove, sploh pa zdaj, ko smo se poslovili od našega velikana Toneta Pavčka, bom povedal eno pesem preproste besede. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križ potih zašli z pravega pota. Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas. Tihi, plahi, pojemajoči glas golovov, mravl, ljudi, ni src in ni bolečine, ki sredi krivici in gorja, sredi vsega tega, kar ni kruh in ne ljubezen in ne dobrota. Tišine, tišine. Samo srca ne govori, merijo čas in kažejo pota. Hvala. Hvala, kolega Boris, za tvojo predstavitev, predvsem pa ta vložek, ki nas je kar malo pretresel, vsaj tako sem videl po vaših obrazih. Naslednji kandidat prihaja iz praktično najbolj severozahodnega dela naše domovine, prihaja iz Volč pri Tolminu in tisti, ki Križanke rešujete, se boste lahko že potem zapomnili, od kje je prišel. Zaposlen v zdravstvenem domu Tolmin kot reševalec, nujne medicinske pomoči, član Slovenske kmečke zveze od 88. leta in potem, ko je leta prešla v Slovensko ljudsko stranko, tudi njen aktivni član in 2 mandata predsednik občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Tolmin. Gospod Metod, izvoli. Prav red pozdrav tudi jaz vsem skupaj, gospod predsednik, podpredsednica, člani in članice, simpatizeri, dragi novinari. Za kandidaturo sem se odločil zato, ker sem se spomnil nazaj, kako smo z veseljem, kako smo z zagonom, kako smo z upanjem gradili Novo Slovenijo. Takrat leta 1988, ko se je ustanovila Slovenska kmečka zveza, ki je postala to gibanje, ki je bila pač prva organizacija, ki je začela postavljati Slovenijo na svoje noge, samostojno, potem, ko smo stopili, nažalost, smo mogli stopiti v vojno, da smo dokazali, da smo sposobni ohraniti to državo. Takrat je bilo zelo, bi rekel, zelo veliko upanja, zelo veliko volje. Nažalost
se je to sedaj v zadnjih 20 letih ta volja nekako padla. Ljudje nimajo prave volje, kako je prej rekel predsednik, jih je strah. Zato sem se odločil, da ponovno poskušamo našim ljudem vrniti zaupanje, vrniti tisto, kar naš slovenski človek ima v srcu, vrniti mu tisto poštenje, tisto delovnost, s katero si je skozi zgodovino tudi utiral pot in si služil kruh. To hočem, zato sem se odločil. Moje delovno mesto je tako, da poznam na Tolminskem praktično, bi lahko rekel, vsakega človeka. Poznam njihove stiske, pa tudi njihovo dobroto. In zato bomo ponovno Tolminski, pa vse v Sloveniji, vrnili tisto, kar jih pripada. Hvala lepa. Hvala kolegu Fonu. Naslednji je magister Milan Jurgec. Kot je zapisal, je univerzalen Slovenc in ko sem prebral to njegovo kratko predstavitev, dejansko lahko temu potrdim. Od rojstva v Novem mestu je bodisi kot otrok ali odrastel prepotoval oziroma preselil skoraj celo Slovenijo. Je ob ustanovitvi SKD bil član Slovenskih krščanskih demokratov, po združitvi SLS in SKD ostal aktiven član Slovenske ljudske stranke. In kot je zapisal v tej svoji kratki predstavitvi, grem v politiko, da delam za dobro države in dobro slovenskih ljudi. Izvolite, kolega Milan. Hvala in lepo pozdravljeni vsi, gospod predsednik, predsednica in somišljeniki. Kot je že gospod Vajc povedal, sem prepotoval celo Slovenijo. Ko smo z ženo ustanovila družino, smo se preselila drug za drugim, najprej v Novo Gorico, potem pa v Šempeter, kjer sem zdaj že na Primorskem že kar 30 let. Tako, ker sem po naravi tehnik, sem kemik in sedaj delam in v bolnici v Šempeter kot vodja laboratorija, sem se v glavnem ukvarjal za stroko in tudi tako služba kot družina me je pobrala dosti časa, tako da se kaj dosti v politiko nisem aktivno vključeval, razen koliko je pa že gospod nekaj omenil. No, po naravi sem optimist in gledam stvari v svetle luči in mislim, če malo pomislimo, kaj vse smo pravzaprav dosegli, koliko je pa recimo takih narodov, tako majhnih kot smo mi, da imajo tako samostojnost. Res smo lahko na to ponosni in iz tega bi mogli črpati moč za naprej. Če smo takrat lahko, bomo tudi zdaj. Recept je kratek. Enotnost. Pri tej enotnosti, tukaj bom rekel, sem kar malo ljubosumen na predsednika, ki zdaj tu v politiki razlaga tisto, kar sem jaz že v svojem okolju, ne da moramo biti strpni, pripravljeni na dialog. Če imamo mi svoje prepričanje, ima lahko nekdo drug drugačno prepričanje. Če svoje prepričanje spoštujemo, lahko spoštujemo tudi drugo prepričanje. In tu je že osnova za dialog. Gotovo, tudi z drugače mislečimi, gotovo se najdejo nekje skupni imenovalci, ki lahko skupaj delujemo. In tu me je zelo navdušilo ta program oziroma to poudarjanje in zato sem tudi z veseljem nekako tudi pristopil, čeprav da mogoče malce nesigurno v to kandidaturo. Kot človek, ki pač dela v zdravstvu, bi mogoče se malo tudi dotaknil in povedal, da tu je treba najprej si naliti čistega vina, tako kot sicer povsod v vseh področjih. In sicer je tako, zdravstvo, mi moramo ljudem povedati, kaj je lahko zdravstvo, kakšno zdravstvo se lahko privoščimo,
glede na naš standard in na sredstva, ki smo ga za nje pripravljeni dati. Ker jasno je, potrebe ljudi in želje bodo vedno večje, kakor je zdravstvo sposobljeno zagotavljati. Politiki tukaj nimajo vsega največjega poslanstva in potem seveda trosijo ljudem nerealne obljube, ker vse bo zdravstvo izpolnilo in potem, ko to ne gre, začnejo z zdravstveno reformo. Zdaj smo jih imeli že vsake 4 leta, nobena ni dodelana in kaj šele, da bi bila realizirana in zaključena. Tako da bi rekel, tukaj je treba vedeti, zdravstvo ne bo nikoli zadovoljilo vseh naših potreb, treba je pa reči, da boljše, kot kar naprej spremembe in reforme, sistem je treba stabilizirati, dograjevati v skladu z realnimi možnostmi in tudi seveda za doktrino. Tukaj bi tudi poudaril, mogoče ljudje ne vejo, res se tako tehnika kot tudi medicina oziroma stroka izredno hitro razvija. Tu mogoče nobeden ne poudarja tega, tisto, kar je bilo pred nekaj leti neozdravljivo, ker so ljudje umirali za to, se zdaj ozdravi. Tako da tu so res veliki uspehi, ki jih mogoče premalo poudarjamo. Druga taka možnost, ko sem že, jaz sem tehnik, vesel sem, uživam v svoji kemiji oziroma v tehniki in če gledam pa zdaj na gospodarstvo, se začne spraševati, kje smo pravzaprav, zakaj je pravzaprav tako slabo. Najprej je res to, kakor že veste, zaradi slabe zakonodaje smo dopuščali razgrabljanje premoženja in propad podjetij. Tukaj, če se samo na propad podjetij osredotočim, tudi se moramo vprašati, kdo bi mogel te stvari držati. Mislim, da smo tu inženirji poklicani, da to bi mogli delati. In sicer, zakaj smo propadli? Zato, ker nismo sledili tehnološkemu napredku in se tu sprašujem, ali smo mi sposobni ali inženirji kot taki ta napredek vzdrževati. Jaz mislim, da smo. Vendar, če pogledamo, kakšen položaj pa imamo inženirji v naši družbi, nas kdo sploh pozna? Praktično nič. Nas kdo upošteva tudi skoraj nič. Zelo važni so neki menedžeri, ki so glavni ekonomisti, pa nič proti njim, ampak vendar se je treba zavedati. Inženirji so tisti, ki nosilci proizvodnje. In proizvodnja, industrijska proizvodnja je tista, ki odpira delovna mesta ljudem. Ta omogočajo njihovo samostojnost, neodvisnost in za posledico tega ljudje se potem lahko kot neodvisni, lahko dobro počutijo. To je pa tudi naš cilj. Hvala. Še nekaj prostora je pri posrednji mizi. Mogoče še eno misel, ki je zapisal v svoji predstavitvi. Ni toliko važno, kaj imaš, ampak kaj si. Samo enkrat živimo, zato ni vseeno, kako živimo. Naslednji se nam bo predstavil Bojan Zadel. Predsednik, lahko si zelo zadovoljen, ko berem te življenjepise, vidim, da smo dejansko res široki glede vključevanja ljudi in mislim, da razen SD-ja, vsi naši kandidati so bili v kakšni drugi stranki, danes so pa je Slovenski ljudski stranki Radovana Žerjava. Tako, hvala, spoštovani predsednik Radovan Žerjav, cenjena podpredsednica Olga Franca, spoštovani tudi vsi ostali. Torej, lahko povem z veseljem, sem Brkinc, oziroma prihajam iz glavnega mesta Brkinov, to je Izola. Moji starši so pa z Brkinov. Ampak vsi pravijo, da so Brkince se največ preselili v Izolo, zato je Izola glavno mesto Brkinov. Torej, ponosen sem, da sem med vami, oziroma da sem tudi na listi SLS Radovana Žerjava. In z veseljem povem, da delim občutke, tako kot jih moji sokandidati, da je tudi mene potegnila enaka želja pomagati za dobro vseh v tej državi, v kakšnem stanju smo se znašli.
podobno kot leta 1988, podobno za enake zadeve, kot smo se odločili leta 1990, za samostojno državo, za samostojnost. Tudi mene je ta vzgib ponesel, da želim pomagati po svojih izkušnjah k temu in zato sem se tudi pridružil, da kandidiram na tej listi SLS, Radovana Žerjava. Torej, v kratkem, moji cilji, moje želje, kje v tem, kar je že prej predsednik predstavil piramido, bi izpostavil predvsem 4 zadeve. Torej, zavzemal se bom za tako pravno državo, zavzemal se bom za pogon oziroma za tudi državne investicije, da poženemo to državo, kako je rekel tudi Oman, da poženemo to iz blata. In enako tudi, bom rekel, bi dal poudarek na samoskrbi. Kar se tiče pravne države, smo se leta 1990 odločali in sprejeli, oziroma najprej plebiscit, potem pa slovensko ustavo. In želim, da bi, tako kot je Radovan Žerjav rekel, da imamo verjetno 2 pravne države, eno za take državljane, drugo za drugačne. Želim, da bi slovenska ustava in drugi člen ustave, ki govori, da je država Slovenija pravna in socialna država, da to velja za vse ljudi enako, brez razlik in da smo pred zakonom in pred ustavo vsi enaki. Mislim, da se spodobi in pravično je, da bi to zagotovili, da se ta strah, kot so nekateri drugi že povedali, da se to ponovi v tako vzdušje, da bomo lahko dejansko uživali vsi v tej dejansko naši domovini in da bo vsem zagotovljen enak položaj in da bo naša Slovenija stopila na tisto pozitivno smer, ki si jo vsi želimo. Na drugem mestu bi poudaril, da z veseljem je bil naš predsednik en izmed najbolj uspešnih ministrov, bom rekel, v slovenskih vladah, ki smo jih imeli do zdaj. Verjamem, da kot prometni minister je znal stvari postaviti na mesto, kot je tudi sam povedal, začelo se takrat s čisto napako, ki ni dobila epiloga. In zato pri državnih investicijah